Lahko bi bila idealna par z diplomovimi otroki. Tudi to nas vrča, komaj zajem, skrbiti obroki. Zmeraj si bila večja kot vse, kar nam je življenje dalo. Kakšen dan se mi zdi, da dojenček sem, ki ga še vedno štorja nosi. Preko more, preko Drave, prek Save vse do morja. Morda še prek oceana, od Zimbabve do neba. Preko more, preko Drave, prek Save vse do morja. Morda še prek oceana, od Zimbabve do neba. Stop showing me walking. Ain't jumping to flash, you see me da 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 da. She's a person who will Zadnji august, poletje je šlo, sila te naredi še lepšo. Dosti mene je ti, dosti tebe sem jaz, dosti mene še zdaj leti. Preko Mure, prek Save vse do morja. Morda še prek oceana, od Zimbabve do neba. Preko Mure, preko Drave, prek Save vse do morja. Morda še prek oceana, od Zimbabve do neba. Dame in gospodje, spoštovani gostje od blizu in daleč, avgust nas je spet zvabil k Muri v Gornjo Radgono, kjer odpirajo vrata kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnja prireditev je v znamenju povsem pravega novega venca vztrajnosti in kakovosti. Mineva namreč pol stoletja od prve tovrstne sejemske prireditve v tem prostoru, zato gre za pomembno obletnico, ki hodi z roko v roki z nekaterimi drugimi letošnjimi jubileji. Na primer, 50-letnico skupne evropske kmetijske politike, 140-letnico zadružništva na Slovenskem, 160-letnico prav v teh krajih pribijane prve penine, ter 180-letnico po nadvojni Janezu Habsburškem ustanovljene prve viničarske šole na Slovenskem Štajerskem. Iskreno nas veseli, da ste prireditev vzeli za svojo in jo počastili z obiskom. Dovolite, da najprej pozdravim našega dragega gosta, predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Dirka Soroka. Veseli smo, da so z nami tudi številni drugi ugledni gostje. Dovolite, da jih imenujemo, s aplavzom pa jih bomo pozdravili ob koncu kar razveseljivo dolgega seznama. Pozdravljamo torej ministra za kmetijstvo
Župansko, magistra Radovana Žerjava, župana občine Gornjega Radgona, gospoda Antona Kampuša, predsednika parlamentarnega odbora za kmetijstvo, magistra Dejana Židana, ministre za kmetijstvo iz naslednjih držav. Bosne in Hercegovine, gospod Mirko Šarović, Federacije Bosne in Hercegovine, gospod Jerko Ivanković Miljanović, Republike Srpske, Črne Gore, gospod Tarzan Milošević, Makedonije, gospod Ljubčo Dimovski, Mačarske, gospod Šandor Fazekas in Moldavije, gospod Jurek Judu. Pozdravljamo veleposlanike Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Mačarske, Brazilije, Litve, Grčije, Poljske, Latvije, Kosova in Nizozemske. Iskren pozdrav gre tudi okrajnemu glavarju sosednjega avstrijskega okraja Bad Ratensburg, doktorju Aleksandru Majcnu, pa poslankam in poslancem državnega zbora, svetnicam in svetnikom državnega sveta, poslancev Evropskega parlamenta, doktorju Milanu Zviru, predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospodu Cvetu Zupančiču, predsedniku Zadružne zveze Slovenije, gospodu Petru Lisku, predsedniku Obrtne zbornice Slovenije, gospodu Štefanu Pavlinjeku, direktorici Živilske zbornice, gospod Tatjani Zagoc, vinski tradiciji Slovenije, gospodični Martin Baškovič in dame in gospodje, slovenski olimpijski dragocenosti Urški Žolnir in Luciji Podavljar. Da bo letošnji jubilejni sejem zares zelo prazničen, se je vse leto trudila ekipa družbe Pomurski sejem, ki jo vodi direktor Janez Erjavec. Vabim ga, da nas pozdravi in nagovori. Spoštovani predsednik Republike, dr. Danilo Türk, soprogo, spoštovani minister za kmetijstvo in okolje, gospod Bogovič, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Anton Kampuš, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani svetniki, svetnice, spoštovane ekscelence, ministri, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, dame in gospodje. Dobrodošli na otvoritvi letošnjega jubilejnega mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra 2012. Otvoritveno srečanje ob začetku mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra lahko upravičeno štejemo med tradicionalne dogodke, dobre, vsakoletne poslovne, pa tudi že kar življenjske prakse številnih med nami. Letošnje druženje bo vsem, kar smo vam z združenimi močmi pripravili na ogled, presojo in v pokušnjo, potekalo tudi v znamenju jubileja, okoli katerega vsi, ki smo kakorkoli povezani s Pomorskim sejmom, delimo prijetne občutke ponosa in zavesti, da smo ustvarili nekaj lepega in trajnega. Mineva namreč natanko 50 let od časa, ko je v povsem drugih okoliščinah tedanje skupne države in tedanjih ekonomskih razmer prvič odprl vrata kmetijski sejem v Gornji Radgoni. To se je zgodilo leta 1962, ko je svet pretresala nevarnost jedrske vojne, pogojene s kubansko krizo. Zgodilo pa se je tudi v letu, ko je gospodarsko povezana Zahodna Evropa prvič v svoji zgodovini sprejela elemente skupne kmetijske politike, katere cilj je bil tako zagotavljanje cenovno dostopne hrane prebivalstvu kot ekonomske moči kmetijstva. Ta pomemben korak moramo razumeti tudi v duhu zgodovine. Od konca
konca druge svetovne vojne je tedaj minilo 17 let in spomin na čas, ko je bil večji del Evrope odvisen od ameriške prehrambene pomoči, je bil še zelo živ. V tistem času je torej v Gornji Radgoni zaživel kmetijski sejem, zato prav danes, ob odprtju 50. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, stopajo v ospredje občutki ponosa in zadovoljstva ob opravljenem velikem polstoletnem delu. Tudi zato želim ob tej priložnosti spregovoriti drugače kot sicer. V prvi vrsti s hvaležnostjo do tistih, ki so z velikim zaupanjem in osebnostno vztrajnostjo začeli ta projekt. Ob tem gre z vsem spoštovanjem omeniti pred nedavnim preminulega gospoda Ivana Kovača, ki je začel in tlakoval to sejemsko pot v razmerah prvih preizkusov, ali bi se utegnila sejemska ideja v tem prostoru sploh prijeti. Bil je človek z vizijo, ki je po korakih let ter sponov in pacev stopala v prihodnost, ter bogatila slovensko kmetijstvo in še posebej prostor ob Muri. Prostor, ki po zaslugi sejma vsako leto postane središče pomembnega dogajanja ter kraj srečanja domačih in tujih strokovnjakov na področju kmetijstva in živilstva. Na tem prostoru je torej zrasla prireditev, ki jo številni razstavljavci in še posebej obiskovalci jemljajo za svojo, ter obisk sejma štejejo kot dogodek, ki se načrtuje že daleč naprej. S sejmom smo občutili tegobe nekdanje skupne države. Drama jugoslovanskih nesoglasij se je manifestirala tudi v sejemskem okviru. Vendar smo vztrajali in uspeli tudi v tako negotovem in usodnem letu, kot je bilo 1991. S samostojnostjo in neodvisnostjo pa se niso spremenili le državni in sistemski okviri, treba se je to soočiti tudi z obdobjem tranzicije ter praktično dojeti simbolično izrečeno misel, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Danes, po 30 letih, gre spomniti, da je bilo treba zastaviti vse moči in vpliv, poiskati prijatelje, ki so verjeli in zaupali, da je po času tranzicijskega razninjanja mednarodnih kmetijsko-živilskih sejem v Sloveniji sploh obstal in še dodatno, da je ostal v Gornji Radgoni. Nič namreč ni bilo samoumevno in bili so trenutki obupa, ko se je zdelo, da se takšna sejemska zgodba tukaj preprosto izteka. Tudi to je minilo, vendar dinamika življenja ne priznava mirnih zalivov, v katerih bi se dalo odločiti in morda povsem v miru snovati načrte. Za enim težavnim obdobjem so se na obzorju že pokazali obrisi drugega. Kritičnim trenutkom agroživilske dejavnosti je sledilo obdobje splošne gospodarske krize z vsemi tegobami, a vendar tudi s pomembnim zavedanjem o nekaterih zgrešenih poteh preteklosti, predvsem tistih, ki danes treznijo našo zavest s podatki o zmanjšanju površine najboljših kmetijskih zemljišč v zadnjih 2 desetletjih, ter tudi o bolečem padcu stopnje samooskrbe s hrano. Ko danes razmišljam o tem, si ne morem kaj, da ne bi jasno povedal, da smo na ta proces in njegove pasti v okviru sejemskih strokovnih spremljevalnih prireditev opozarjali že, ko je bilo odličnih njivskih površin še bistveno več kot danes in je bila stopnja samooskrbe višja. Govorili smo, povedano tudi zapisali, razmere pa so kljub temu šle v smer, ki jo danes v veliki meri obžalujemo. Ni še vse zamujeno, potrebne pa bo več energije, sposobnosti, volje in tudi denarja, da ta trend zaustavimo.
Udeležba 1720 razstavljavcev iz 32 držav in pomembnih inštitucij, od Ministrstva za kmetijstvo in okolje do Evropske komisije in Evropskega parlamenta na letošnjem sejmu, pa je dober obet, da se bo tudi v prihodnje na tem prostoru predstavljale vsi tiste blagovne znamke, ki imajo vizijo in strategijo za prihodnost. Skleniti želim z zahvalo vsem, ki ostajate zvesti Pomurskemu sejmu, vsem, ki veste za delo in znanje, ki je danes potrebno v kmetijstvu, in vsem, ki se zavedate, da brez razvoja te panoge ni splošnega razvoja skupnosti. Vse kot so menili že v antični Grčiji, da nihče, ki ne razume problema pšenice, ne more postati državnik, tako velja tudi danes. Želeli ali ne, vse dobro v družbi se začenja s kmetijstvom. Urejene države imajo urejeno kmetijstvo, skrbno varujejo obdelovano zemljo, takšne države imajo praviloma celotno gospodarstvo praviloma manj občutijo krize. V tej smeri naj nas torej vodi pot. Vsem vam, spoštovane razstavljavke in razstavljavci, obiskovalke in obiskovalci, pa želim lepe in uspešne jesenske dni z željo, da prireditev, ki je dano prav letos počakati pol stoletja, vztraja še naprej, da ostaja zrcalo slovenskega kmetijstva in da bo podoba v njem če dalje bolj takšna, da nas bo navdajala s ponosom in prepričanjem, da smo na pravi poti. Hvala.